Pravljični kotiček z Diano na Timi Kids TV. Planika, ki ni želela rasti. Nekoč, že dolgo tega, je visoko v hribih živela planika, ki ni želela rasti. Vsi so se želeli dotakniti in povohati čudovite cvetove, a njej to ni bilo všeč. Rada je imela mir, zato se je raje skrivala med skalami in samo najbolj pozorni hribovci so jo opazili. Že njene babice so razlagale, da jih ljudje nabirajo zaradi njihove lepote. Odnesejo jih domov in podarijo tistemu, ki ga imajo radi. Kaj se je zgodilo s planiko? Ona bi rada živela v naravi s svojo družino, ljudi se je zato že od nekdaj bala. Nekega dne pa je spoznala otroka, ki se je cele dneve potepal. Užival je v naravi, se lovil z metulji, valjal po travi in plezal po skalah. Navdušen je bil nad to lepo belo zvezdico, ona pa se ga je bala. Prosila ga je, naj je ne utrga, naj je ne poškoduje, naj jo pusti pri miru, naj gre stran. A on je ni slišal niti razumel. Vsak dan jo je obiskal in preverjal, ali je kaj večja. Prepričana je bila, da jo bo nekega dne odnesel domov, ko bo le dovolj velika. Zato se je odločila, da ne bo več rasla. Ostala bo majhna, stisnila se bo v luknjo in se ne bo več kopala v jutranji rosi. Noče biti dišeča, noče biti bela, noče biti lepa in noče biti velika. Skrivala se je pred soncem, skrivala pred dežjem in umikala zemlji. Njena družina je opazila, da je postala prestrašena in tiha. Ona pa si ni upala niti govoriti, da je ne bi kdo slišal in utrgal. Otrok je vedno znova prihajal in tudi sam ugotovil, da planika več ne raste. Bila je najmanjša, bleda in žalostna. Ko jo je želel pobožati, so se ji listki še bolj povesili. Zato je umaknil roko in ji samo zapel. Ker jo je imel tako rad, je opazil, da ji dotiki ne prijajo. In ker jo je imel res rad, tega ni več počel. Želel si je biti njen prijatelj, a tudi ona bi si to morala želeti. Minevali so dnevi, poletja je bilo že skoraj konec in planika je bila naveličana osamljenosti v skritem kotu med skalami. Raztegnila se je in pridružila družini. Končno je povedala na glas, kako zelo se boji ljudi. Zdaj je začutila mir v sebi. Solze so odnesle strah in zalile zemljo, sonček je okrasil njene bele cvetove, rosa jo je umila in veter pobožal. Njena družina pa jo je gledala z enako ljubeznijo kot otrok, ki je tudi ta dan prišel. Še bolj veselo je zapel, ko jo je zagledal v njeni polni lepoti. Zaplesal je in se smejal na ves glas. Planika se je tistega dne naučila, kaj je ljubezen. Ugotovila je, da tisti, ki te ima zelo rad, sliši tudi tvojo tišino. Še vedno ni dovolila, da se je otrok dotika in on je to spoštoval. A od takrat sta skupaj plesala v vetru, pela vsak v svojem jeziku in postala prava prijatelja. Mogoče je prav on svetu razložil, da te lepe bele zvezdice ne marajo dotikov. Zato tistega, ki ga imaš rad, odpelji v hribe in skupaj zapojta planiki. Ne odnesi je domov, saj je bolj srečna v naravi in z družino, ki jo ima rada.